Lotil sem se tudi enega posebnega kolesarskega izziva, ki sem ga poimenoval Tour de Posavje. S prijateljem je tekla debata o 2 vzponih, ki jih je opravil. Rekel pa je, da bi se ful bolj udarno slišal, če bi naredil 3 vzpone. Tako sem jaz nekako prišel na idejo, da bi pa jaz lahko naredil mogoče kar 3 vzpone. In tako sem se lotil v enem dnevu vzpona na Bohor, ki je nekje 1000 nadmorske višine. Spust, vzpon na Lisco, zatem je sledil zopet spust in kolesarjenje do Trbovelj, na kar je prišel na vrsto vzpon na Kum. Kum je 1200 nadmorske višine. Kum je bil, moram reči, že kar precej zahteven, bil sem tudi že zelo utrujen. Vse skupaj sem v tem dnevu naredil slabih 100 km in pa kolesaril nekako slabih 10 ur. Zvečer se je ohladilo, padla je megla, veter je pihal, jaz sem bil čist moker in pa brez rezervnih oblačil, zato sem se nekako odločil prespati na Kumu. No, naslednje jutro pa je bil spust tudi zelo pester, ker je deževalo in ker nekako nisem imel tega dežnega plašča, smo nekako malo improvizirali. Naredili smo pač en tak improvizoriš dežni plašč iz vrečke za smeti, ampak se je obnesel. Kakorkoli, no s tem sem si nekako v bistvu dokazal, da sem pripravljen za naslednji podvig, to pa je kolesarjenje na morje, na Krk. Zdaj, ker od nekdaj sem imel malo respekta pred to kolesarsko turo, ker vsebuje kar precej vzponov. Zato sem najprej se hotel v bistvu prepričati, če sem res pripravljen za to. In na koncu sem v bistvu ugotovil, da je bilo kolesarjenje na Krk lažje, kot pa je bilo v bistvu osvojiti te 3 vrhove. Vzponi so sicer bili, ampak niso toliko zahtevni, bolj so razvlečeni. Tako da se jih je treba lotiti sam taktično pa premišljeno, pa se da. Zahvala gre spet asistenciji, ki me je spremljala. To je bil moj brat in pa prijateljica. Skrbela sta za vse potrebno, za vse, kar sem rabil. Moram pa tudi reči, da sta skrbela za zelo dobro energijo in vzdušje. A veš, tako kot v kakšni igrici. Tako kot gre kdo pol ujutro, če igrate igrice, pa vete drugače. Ne? Pol ne. Saj jaz tudi ne. Tako tu pa tam kdaj sem kako čas prižgal, ampak to je... V glavnem, če bi bilo karkoli narobe, če bi mi postalo slabo, prišlo do poškodbe kolesa, sem imel možnost izlet pač s pomočjo asistence takoj prekiniti. No, na srečo sem se z avtom peljal sam iz morja domov. Skupno je bilo upravljenih 195 km v 13 urah nekje. Na koncu, ko smo prekolesarili na Krk, je bilo kar precej tehničnih težav. Namreč nobena cesta me ni peljala do mosta, vse je šlo preko avtoceste, preko ceste rezervirane za motorna vozila. Kar naenkrat sem se znašel na tisti uvozni rampi na avtocesto in ja, potem sem še malo lutil, tema je bila, ljudi sem rabil spraševati. Najbolj zanimivo je bilo to, ko sem tam vprašal enega, pa je rekel, pa možeš ti ići. Pa jaz pravim, ne, to je cesta rezervirana za motorna vozila, da ne morem jaz go. Ma možeš. No, kakorkoli, v glavnem, na koncu sem vseeno uspešno prekolesaril na Krk in moram reči, da sem bil zelo zadovoljen. Zadnji dan mojega projekta sem pa naredil še en tak poseben trening. Zdaj, kaj veliko nisem mogel, ker sem bil rahlo omejen, ravno zaradi te poškodbe, o kateri sem govoril, zatečena kolena od rondat dvojne salte nazaj, ne. Tako da sem naredil v bistvu en tak poseben trening v fitnessu. In sicer poseben trening je bil zato, ker se jaz tukaj v bistvu sploh nisem obremenjeval z težo, z serijami, z vajami. Delal sem preprosto vse, kar sem se spomnil, vse, kar mi je prišlo na misel, vse, kar sem se v tem letu naučil, kar sem znal že od prej. Ugotovil sem, da sem se veliko naučil iz interneta, nekaj tudi iz napak, nekaj iz napak drugih. No, ogromno so pa mi prispevali v bistvu prijatelji in prijateljice, ki so si v bistvu vzeli čas pa trenirali pa športali z mano. Nisem še dosegel čisto vsega, kar bi si želel. Hotel sem narediti še par stvari, ki sem jih potem naredil naknadno. Nekaj zadev me pa še čaka. Tako, to je bilo za 12. mesec vse. Vidimo se v naslednjem, v zadnjem poročilu, kjer bom naredil en tak pregled čez celo leto. Čez vsak mesec kratko in jedrnato, kaj se dogaja. Čau!
Bohinjskem jezeru. Stari, kako je to slab zvok, to se po moje nič ne sliši, ne. Take žvadi pa še nisem videl. Skoke na airtracku, malem trampolinu. Če ponjava to divjak, no ne more biti vse trampolin, jebote. O, lejte, tukaj bo pa dvigal, če bo. Kaj si kaj folk, oni tam dol na kofetku mislijo zdaj, če me vidijo slučajno. Veter malo piha in je kriza, tako da. Ena skrivnost. Rekli so, da ne smeš dol gledati, sam to ne. Piha pa tudi tja, tako da tam zdaj stati ni v redu. Tam pa recimo backup plan. Vidite, tukaj piše pa exit. Se po Fosni lahko dol spustiš. Tako, ampak če malo fališ, ne, greš pa tja, ne, pa... Ej, Žiga, kaj je bilo, ne povej? Kaj je ena gospa hodila? Kaj pa je rekla? Češ kaj neumenga naredil. Halo, Mojca? Koliko pa pride tale oglas, ko ga imaš tule na steni? Ne, nisem zvedel. Ne vem. Da se tudi jaz ne bom mogel promovirati. Nisem štel ne serij, ne vaj, nič. Delal sem vse, kar sem... Poročilo snemam! Poročilo eno snemam! Bom šel takoj dol, nič bat! Vsi mislimo, ne, da ima Mariborski otok bazene sam tukaj, ne, in se vsi tu kopajo, pa je ful gužva, pa se pa folk pritožuje, ne. V bistvu je še na strehi en bazen, Sam tukaj se pa sam VIP gostje lahko kopajo, taki, ko uspejo priti na streho, recimo jaz, kaj. Drugače pa tamle, ne, je pa že tako vidimo vrelc za mehurčke, pa vodne masaže, pa to, tako da bo kar fajn tule gor, no.